tradicionalnem Star Trek srečanju. Letos sem se potrudila in sem še všeč in letos sem se potrudila in sem v goste povabila še posebej zlovešče goste. In sicer strokovnjakinjo, antropologinjo in strokovnjakinjo za Ferengije, profesorico Ireno Šumi. In pa aplavz vsi In pa seveda brez podcasta Obot ne gre, naš zlohotni agent, prevajalec in filmski kritik Igor Harp. Letošnja tema so zlikovci zvezdnih stez. Temo ste nekako izbrali vi, občinstvo, ker ste lansko leto, ko je med vami zakrožila taka Pandorina skrinjica, ki bo zakrožila tudi letos, vpisali svoje predloge, o čem bi radi kaj bi radi poslušali letos, o čem bi radi govorili. In notri je bilo izjemno veliko predlogov o Borgih, o Kanu, o Gal Dukatu, tako da smo se nekako sem se odločila in smo naredila en skupen naslov Zlikovci zvezdnih zic, oziroma zvezdnih stez. Tako da to skrinjico, ja, kar dajte naokoli. Pa preden začnemo, morda tako kot vsako leto, da se mečkam seznanimo najprej z občinstvom, da sploh vidimo, kaj v bistvu vi najrajši, kaj najbolj poznate, kaj vam je najbolj všeč. Kdo od vas je gledal in mu je všeč original series? Ne zdigne roko. Ok, Anže bi bil zadovoljen. Anže ta danes ni žal zboru. Pritožbe v skrinjico. Kdo od vas je gledal TNG, The Next Generation? Okay. Kdo od vas je gledal Voyager? Ste sami treki, Deep Space Nine? Okay, super. Kdo od vas pa spremlja novejše serije? Okay. Manj, ampak vsem. Wow, super publika. Mogoče bi vsem, če ste tako pogumni, da bi na glas povedali, mogoče, kateri so vaši najljubši, recimo, ali zla rasa, ali zlikovci, ali si kdo upa kaj, recimo reč Borg, ali pa... Kdo? Aha, ok, Kapten Čeng, ja. Še kdo? Dukat, seveda, ok. Še kakšne, o tem bomo razpravljali? Ok, kadarko lahko seveda vmes date v... Kdo je najbolj annoying? Ja, kdo? Q, ok. Tudi o Q bomo še razpravljali, oziroma kakšne vrste zlikov z Q, če sploh je, pravzaprav je. Ok, jaz predlagam, da začnemo kot vedno pri začetku, pri original series in sicer ne bi mogoče čisto takoj začeli pri Klinoksih, ki mogoče niso res čisti primer, ampak bi začeli kar pri največjem zlikovcu Star Treka, ki ga še zdaj večina strani in večino forumov imenuje kot največjega zlikovca Star Treka. Zanimivo pri njem je predvsem to, da sploh ne gre za tujo raso, da sploh ne gre za izven zemljanca, ampak gre kar za človeka. In sicer za genetsko izpopolnjenega človeka, za Kana. Mogoče bi Irena kaj povedala o temu gospodu. Zdaj, ko jih imamo že zares med nami, take, ki fantazirajo v teh zgodbah, se sploh ne zdi več tako grozen, ne? Ampak zanimivo je prvi zato, ker se je prerodil, ker je potoval skozi cel čas originalnih pravih Star Trekov, drugič pa zato, ker je situacija, da je genska manipulacija povzroči neko totalno psihopatijo. To bi bilo treba na ves glas govoriti tem, ki danes o tem fantazirajo. Obstaja vsaka možnost, da se to zgodi. Tukaj je Star Trek v bistvu že 60 let nazaj napovedal, ne? Kar naprej pravim to, da so te ljudje, ki v tem danes fantazirajo, zato, ker so bili vsi nerdi, pa incels, pa še kaj hujšega, kakšni, da so gledali Star Trek obsesivno in so čist vsa sporočila sistematično narobe razumeli. To je to, ne? Jaz mislim, da niti niso, ne gre v toliki meri, da
nam prikazuje prihodnost, ampak da je bilo to opozorilo glede preteklosti, glede nacizma. Ne? In to je pač neka lekcija zgodovinska, ki je dosti ljudi trenutno ne razume, da je bil nacizem slab in da tale ustvarjanje popolnih ljudi, pač eugenika, je nekaj, kar se je dogajalo, kar je bilo hiperpopularno že v začetku 20. stoletja, potem so pač nacisti tlo doterali do tega, da so imeli podobne ideje, kot jih ima kasneje Kant. In 20 let potem, ko smo upravili z nacisti, so naredili Star Treku, glejte, kaj bi lahko bilo, če bi nacisti pač vseeno premagali in zdaj bomo pa očitno lahko, kot je rekla, videli še v resnici, kako se to odvije. Kaj nas smo videli v bistvu kar v 3 preoblikah, ne? Videli smo v Original Seriesu, v The Rise of Khan in potem še zdaj kasneje, ki je igral tale Cumberbatch, ja. Jaz se v drugi, v filmu, ne, ga igra Montalban, Ricardo, ki ni Aric, ne, in to je bilo potem zelo v bistvu na nek način družbeno napredno, da so izbrali kot gensko izpopolnjenega človeka nekoga, ki ni Aric, ne. Zanimiva odločitev bila, ne? Ja, to mislim, da je Gene Roddenberry predlagal, da na začetku bi mogel biti to Norvežan oziroma Skandinavc, bi mogel biti, potem so mu dali pa te malo indijanske oziroma kar malo že take korenine, ne? To je bila tudi zanimiva odločitev, da so ga sploh naredili takšnega, kot so, ne? Ker prvotno, mislim, da bi mogel biti Khan, tudi ni bil toliko inteligenten, vse prvotno, to ni bil tak hud zločinc. V bistvu ga je Gene Roddenberry z to svojo vizijo naredil in mislim, da je bila tudi to ena poanta, da je tudi hotel, da gre za človeka, ne? Se pravi, da nam še vedno smo sami sebi največja grožnja, ne? Ja. In zdaj, če ostanemo mogoče pa malo pri tem transhumanizmu, ne? Se pravi, Khan je bil genetsko izpopolnjen, za vse, ki smo mogoče čisto tak recap, je bil genetsko izpopolnjen vojak, ne, v bistvu je pobegnil iz te, to je bila kolonija, ki je pobegnila iz zemlje in kar jih je potem našel seveda zamrznjene, jih obudil in seveda Khan v parih minutah zavzame ladjo in jo potem kar pridobi nazaj. Ampak ta transhumanizem je šel potem še dalj in sicer v TNG-ju imamo potem eno zelo zanimivo raso in sicer Borge. Borgi so pa še bolj, tukaj gre pa dejansko res za to biomehaniko, tukaj pa res izpopolnitev, gre še en korak višji in to je bilo v bistvu 20 let pozneje, ne? Kaj pa, recimo, komentar na to? Ja, to so mokre sanje Yuvala Hararija, sploh ne more dočakati, da bi imel kakšen usadek, ampak tam ne gre za zelo na sebi, tam gre za program in za kolektivno zavest, ki presega tako človeško etično kategorizacijo. Tem on ima plan, prepričani so, da z asimilacijo drugih skratka naredijo, se približujejo popolnosti, to je njihova utvara, ne? In če porazno je to, da če bi res imeli tako akumulirano znanje celih 3 kvadrantov in bi še vedno imeli take iluzije o popolnosti, pol celotni inteligenci galaktični ni pomoči. To je zanimivo, meni se tudi to zdela ena izmed zelo zanimivih predpostavk, ne? Skratka, oni asimilirajo vse rase po vesolju za namenom, da bi prej ali slej dosegli popolnost, pa ne ugotovijo, da v tem asimiliranju ni popolnosti, ne? Ja, to je na sebi smešen program, ne? Zato, ker ne presežejo ontologije, ker nam to, vsaj zahodni civilizaciji, to nenehno postavlja kot nek ideal. Ampak na drugi strani imajo tudi sila dobre plati, ker so matriarhat, ta prav. Čebelica? To je že pol rešitve, okej? Borg, torej, ja. Ker zemeljske variante teh utopij so vse izrazit militantne in testosteronske in smešne in grozne in žal jih tudi preživljamo, ne?
In dokler ne bomo tega razrešili, ne bo nič. Kar naprej sem v tej špirali nasilja in blaznosti vrtel. Zato, ker tako, kot je rekel režiser Cameron, tisti, ki je delal Terminatorja, je rekel, hujšega strupa, ki je testosteron ni. To ni kritika na moškost in moške, nasprotno. Ženske imajo tudi testosteron, zlasti po menopauzi, samo še testosteron, ampak treba ga je, kot je rekel Freud, sublimirati. In to smo popolnoma pozabili. Se pravi, ja, vrniti se moramo na svoje kulturne korenine, ki so v matrilinearnosti, matriarhata ni bilo nikoli, to je umislek 19. stoletja. In dokler to ne naredimo, bomo takole čakali, a bo ali ne bo jedrska vojna. In Star Trek ima kar naprej ta sporočila. Kar naprej je zanimivo, kako ljudje danes načrtno spregledajo ta sporočila. Prav gotovo, da je bil Khan svarilo pred nadraso. Tudi Borgi so. In potem tudi zvemo, da so v doglednem času te manipulacije z otroci prepovedali zaradi Bashirja, kjer smo prišli tudi do manj dramatičnega zaključka, da včasih ta manipulacija ne povzroči psihopatije, ampak samo tazga cepca prijetnega. Ja, se po mojem matriarhatu, pa v tem se bomo še vrnili pri krinonih in testosteronu. Ja, Borgi so nekako eno tako svarilo, pri tem, kar Harari in marsikdo še govori pred temi ustavljenimi čipi, predvsem tem, ker veliko se mi zdi prebivalstva nekako hrepeni po tem, medtem ko nekateri ljudje so za to, da bi imeli čip pod roko, medtem ko v Star Treku nobeden noče biti asimiliran. Kakšne so pa tvoje misli? Zdaj, Borgi so nastali v času, ko je bil izredno popularen kiberpunk v literaturi in so očitno navezava na to. Zdaj, pri kiberpunku je bil ključna ideja je bila, da se prihodnost, torej znanstvena fantastika, kot je gleda kiberpunk, prihodnosti ne vidi v vesolju oziroma kolonizaciji vesolja, ampak v pač virtualnih svetovih, ki pač v kateri se lahko neposredno povežemo z možgani. In tam potem v kiberpunku je zelo pogost tema, da je meso človeško odveč, zato ker lahko v virtualnem svetu dosti bolj živiš takšen, kot hočeš biti, ne da to, kar te meso omejuje. Zdaj, Borgi niso čist nek kibersvet, ampak so pač nek hive mind, ampak so v osnovi temeljijo na programu. Niti ne umetni inteligenci, ampak samo programu, ki dela, ki pač razloči enko in nič. In zgora, koliko v bistvu nikoli čist ne zvemo, ne? Ja, ampak vseeno so dosti bolj ena in nič, ne da se pogajati z njimi. Resistance is futile. Ja, in mislim, da dost gre za svarilo pred neko tehnokratizacijo sveta, pred birokratizacijo, ne nazadnje. In ja, imamo tudi te potem čist fizične implante, ki so pač pripeljani iz kiberpunka in ki pač katerih so nekateri ljudje odraščali v teh romanih in misli, da je tisto, kar je svarilo, pač dejansko dobra ideja, kot je Irena omenila zdaj že predtem. In mislim, da kot so se pa kasneje razvili Borgi, pa mi je še posebej zanimivo, ker recimo v seriji Picard, ko pač kolektiv razpade, pa vidimo, kako tavajo brez smisla. In to se mi zdi tudi zelo dober zaključek te rase, da pač, ko ugotovijo, da ni smisla, ne morejo več funkcionirati brez tega. In tudi na nek način je to komentar na to, da mi zdaj živimo v eni zelo povezani družbi, v mestih in pač dobivamo stvari iz Kitajske non-stop. In kako se to, kot je pandemija pokazala, kako se to prekine, smo v resni stiski, ker nismo več samo zadostni. Drugače so bi pa Borg iz eni najboljših zlikovcev, zato ker so pač neustavljivi,
deloma tudi ta njihov kolektivizem je najbrž aluzija na Sovjetsko zvezo, ne. Ampak tam v Voyager seriji, kjer gredo v drugo dimenzijo in še tam delajo štalo, ne, se mi zdi, da so pa res imajo en malo več poguma kot ostali. Borge so v bistvu tudi zdaj v moderni Star Trek prepeljali, tako da to vsekakor je eden izmed. Imate mogoče, glede na to, da je bilo na listkih kar veliko vprašanj, da vas Borgi zanimajo doma, mogoče kdo iz občinstva kakšno vprašanje glede Borgov? Kakšen komentar? Okay. A so komu seksi? Sebe nadmaje? To smo imeli žena. Skratka, ja, zanimivo, ne, da prvi zlikovci, če smo malo Trek trivije, ne, prvi zlikovci TNG-ja bi mogli biti Ferengi, v katerem bomo šli naprej, ampak ker se Ferengi zanimivo, se pravi kapitalisti, se niso prijeli kot resnični zlikovci, v bistvu so jih imeli za smešne, ljudje jih niso jemali kot nekaj strašljivega, se pravi kapitalizem očitno jih ni prestrašil. In zato so se potem pojavili Borgi in Q in seveda potem celotna planeta še naprej. Mogoče bi tukaj zdaj preskočili na njihove, na Ferengi, torej gospa Ferengologinja. Kaj se je pa v bistvu zgodilo s Ferengi? Zakaj se niso tako prijeli, kot je Gene Roddenberry želel? Roddenberry je videl človeštvo brez denarja, brez lastnine, kar podpiram, to bi se moralo zgoditi, zato ker patriarhat seveda, da pojasnim, ni prevlada moških, ampak je dejstvo, da vsi služimo lastnini na tak ali drugačen način in smo potem tako zredani. Prve žrtve patriarhata so moški, ker ne morete imeti ujetniškega taborišča brez paznikov. So se moške vzgaja tako, da potem, ko se delajo mačote, 45 let, delajo samomore, 8 izmed 10 samomorilcev je moških ta trenutek in zlasti seveda v razmerah neoliberalnega kapitalizma. Roddenberry je to zadevo postavil v času, ko je izgledalo, da se bo cela stvar resno demokratizirala in ko je ideja o takih super, hiper bogataših, kot jih imamo danes, enih 5-6, da vemo zajne, bila popolnoma nemogoča. Ne bom rekla, da je bil kakšen socialist ali kaj tako antikvarnega, ampak na vsak način je imel prepričljivo razumevanje situacije, ne, tako ali drugače. Ampak danes, v resnici, je ferengijevska karikatura naša stvarnost. Malo starejši tukaj prisotni se bodo spomnili, da nastopačev na političnem polju, kakršne imamo danes, so bili v 80-ih letih nemogoči, bili nezaslišani, bi veljali, da je treba kakšne strokovne ukrepe izvesti z njimi pa to. V bistvu celo najbolj grozni od Ferengijev niso strašni. Pač pa ima ferengijski lik tak, kot je pri prvem srečanju Rajkar je prvi, ki se z njimi ena na ena spogleda, neprijetno spominja na nacistične stereotipe Judov, na rasiziran antisemitizem. Tudi gestikulacija je bila taka kot v nacističnih karikaturih in potem so to, ko so jih ponovno preoblekli v zgodbo, so to skorigirali, ker so pač ljudje rekli, da sem okej. Nobenega v Ameriki ni motil, da so Klingoni pravzaprav Sovjeti, da je bila to zelo razločna insinuacija, seveda antisemitizem pa je takoj sprožil. Aluzija na antisemitizem je sprožila takoj. Zdaj bi bila prej aluzija na Američane, se mi zdi, pri Ferengi. Tako kot, mislim, čisto resno mislim, da smo pod ferengijsko okupacijo, samo da tega ne vemo. Stvari so primerno putaste. Vse obstaja. To je tista, kolikor je znanih, vseh ne poznamo, ampak kolikor jih poznamo, štima. Takole živimo. Absolutno. Greed is eternal.
War is good. Ja. Peace is good for business. War is good for business. Ja. Igor. Jaz se deloma so temeljili na tem Gordonu Gekku iz Wall Street filma, ki je prinesel Oscarja. Michael Douglas, Wall Street je eden tipičnih primerov tega, kar je ona omenjala, da je svarilo bil film in potem je postal tale lik, ki bi naj bil svarilo. Pazite, da ne boste taki postali pač vzornik mnogim, kar potem v Symbol Room, prav imaš te božne posrednike, ki gledajo Wall Street in uprizarjajo tisti greedy good govor. Mislim pa, da Star Trek, ko so jih prvič uvedli, da so malo preveč karikirali vse skupaj in so izpadli bolj smešno kot pa realistično. In mislim, da se zato niso prijeli, da ni bil tak problem, da kapitalizem bi se zdel ljudem slab, ampak mislim, da so bili malenkost preveč karikirani, ker za razliko od, pač, če primerjamo z Klingonci, ali pa Romulanci, imajo oni en bes, eno surovost, in so pretirani. Kak si pa pretiran v tem nekem poslovanju, pa te težko ljudje resno vzamejo, mislim, gledalci resno vzamejo kot slikovce zaradi pač enih žanrskih konvencij, tudi ne nazadnje. Mislim, da če bi bili bolj podobni Gordonu Gekku ali pa, ne vem, odličen iz 80-ih tudi lik, ki zelo slabo slika kapitalizem, je tale iz Aliens, iz drugega filma, tisti predstavnik korporacije, ki hoče dobiti pač primere, ki se spravi, Sproč Paul Reiser ga igra, kako mu ime. Taki liki so prepričljivi dosti bolj kot pa pač to, kar so pri Ferengih zastavljeni. Mislim, da je pri Ferengih tudi za ta problem, da oni dejansko sicer krepijo po denarju, krepijo po tem, ampak imajo pa moči zaradi tega. Noben Ferengi v bistvu v vesolju nima resnične moči, nima tega, kar ne bi pa denar zdaj na Zemlji trenutno predstavljal. Se pravi, denar versus moč, tega pa tukaj ni. Oni se v bistvu borijo za nekaj, kar je videti, da v tem vesolju Star Treka nima kakšne večje vrednosti. Zato se mi zdi, da so mečkam karikirani. Ja, ampak to so te zemeljske vrednote, ne? Oni imajo varianto zlata, to je valuta, in imajo tega velikega negusa, ki je kšeftar non plus ultra in seveda tako, kot vsak kšeftar pade na žensko na konc, ne? Ki ga, kot si že rekla, ki ga prepričajo, da to, da ženske dobijo volilno pravico in nakupovalno pravico, pomeni, da bo svoj trg povečal za 50%. Ja, pa službe. Ženske dobijo nakupovalno pravico. To se je tudi nam zgodilo. Vse to. Zato smo prišli iz čudnega dežja pod še bolj čudno krap, ker včasih je en moški prinesel za 5 ljudi denarja v hišo, ker je gospa bila pa doma. Danes pa 2 plači nista zadosti za enega otroka preživeti. To so nam naredili in to Ferengije še čaka. Bomo videli. A so komu slučajno Ferengiji ful všeč? Veliko se znajo. Kork, ne? Ja, to je potem mogoče malo zanimivo. Meni priznam, meni niso najbolj pri srcu. Ja, Armin Šimerman je tle čudež naredil, svojo vlogo. To je tako sjajno odigran na vse načine. Mislim, da je še vedno z nami, njegov brat, ki je pol postal kralj, Negus, je menda že umrl. Potem pa prvo mogoče na Ferengijevo eno nasprotje na klino, oziroma na čisti testosteron. Zdaj, nekateri pravijo, da to niti niso čist zlikovci, ker je v bistvu samo to pač manifestacija, tako kot si ti tudi rekla, manifestacija neke honor, se pravi, časti in tega. In da za razliko recimo od Romulancev in Kardashianov, to niti niso pravi zlikovci. Ne, Kardashici niso. Kardashici so militanten režim, vojaški režim, ker so imeli tudi strašno zgodovino, kot zvemo, takrat, kot tisti zelo prefinjen policaj muči Picarda.
Ampak pri Klingonih je to, kar Star Trek pojmuje kot fiziološko razliko. In fiziološko razliko v celotnem sci-fi univerzumu se največkrat vzpostavlja tako, da je razlika v reprodukcijskem načinu in ciklu. Klingoni so ljudje, kjer ženske zasedajo intelektualne poklice, kar velja za manj vredno. Lahko so pa tudi vojščakinje in vse ostalo. Nimajo pravice, razen če hišni gospodar, so skratka patrilinearni, biti v velikem svetu. Ampak drugače so pa ženske tiste, ki stvari peljejo in odločajo o razplojevanju. Zelo očitno je, da ta koncept časti ima ogromno z dejstvom, da verjetno med Klingoni posilstvo ni mogoče. Zato, ker so vezani na tako kot je pri mačkah na zemlji, da poenostavljamo. Mačke imajo drugačen cikl kot psi, recimo. Pri psih je vse, ki ona dobi cikl, se ono zmeša, konec. Ja, pol ima težave, če ni skastriran in tako naprej. Pri mačkah je pa obratno, da ima moški samec ima sprožilec, ki samice pele v estrum in potem šele je možna paritev. Pri ljudeh je to nekaj posebenega, cela spolnost preurejena in zaradi tega si avtorji znanstvene fantastike drugačnost, nečloveško drugačnost predstavljajo v glavnem kot biološki in razplodno diferenco, ker je tako pač predstavljamo. Vemo pa ne, mislim, bomo videli, boste videli. Ampak Klingoni imajo tiste dokaj močan, bom rekla, foršpil, ki se rebra lomijo pa tako, ampak je zelo očitno, da je to zato, da moški pride do seksualne zmožnosti v tem trenutku. Da sem se lepo izrazila. Se mislim, da par delov Star Treka to zelo natančno razlaga posebej. Ampak on je od nje odvisen, če je funkcionalno v takem trenutku. To je zelo razvidno, sicer v tako, ne vemo, če imajo testosteron, ker pač niso ljudje, imajo nekaj analognega, recimo, ampak cela kultura okrog tega se vrti, kako to sublimirati in kako to prevajati v koncept časti. Pri tem, da ženske niso zasužnjene, kot bi bile, če bi bilo kaj tazga, ker se itak še nikoli ni zgodilo na zemlji, ampak zaradi tega, ker imajo to razplodno oblast nad moškimi in ženskami. Drage dame, to je cilj. Preden se spomnimo, da je imel Worf razmerje tudi z Diano in kaj se je tukaj dogajalo, Igor, nočeš vedeti. Meni so Klingoni vedno bili zanimivi, ker v originalni seriji in tudi potem v TNG-ju so se meni vedno zdeli najbolj nekak tak upodobitev Mongolov. Najbrž zato, ker pač cela ta horda, tudi določeni izrazi so isti, pa tudi malo izgleda, tako je v starih filmih recimo bil upodobljen Genghis Khan ali pa kaj. Pa kar mislim, da so eni rasistični stereotipi, ki bi jih je cepila pač te televizije. Ampak so pa izredno vplivni za druga ZF-dela. Mislim, ideja te časti in nasilja, pa to se potem kasneje pojavlja v drugih ZF-delih zelo pogosto in so zelo pomembno. Hkrati mi je pa tudi bilo všeč, kako so se razvijali, kako se njihov prikaz razvijal skozi generacije zvezdnih staz. Zelo lepo jih razvijajo, imajo tudi to religijo, vse v bistvu na koncu. To je bil eden od najresnejših projektov okrog Star Treka, ker so lingvisti na MIT-u so razvili klingoščino. A kdo govori klingoščino?
Sorry. Tako da jezik ni nesmiseln, Biblija je prevedena, Shakespeare je preveden v celoti in prirejajo se... Shakespeare je preveden v klinoščino? V originalno klinoščino. Je originalno, je moderna, ampak originalno. In še vedno to društvo obstaja in se vsak let srečuje na kongresu klingonskega haiku. Kongresne dogodki se odvijajo pa v bazenu, zato ker je seveda pri pravilnem izgovoru klingonščine treba pluvati. In Worfu so to učitelj, da se nikoli, ker je imel premehek kontrabas in nikoli ni mogel zares tako je začel tako vzdihovati v klingonščini, tako čuden. Čeprav je bil pa strašno čeden. Res je, Worf se mi zdi, da v DS9, ko kdaj skupaj žazijo, meni prej priznam, ne vem, Klingoni niso bili mogoče glih zaradi tega nasilja, zaradi tega testosterona v narekovaju, mi niso bili blizu, ampak v DS9 jih pa zelo lepo se mi zdi tudi predstavljajo to njihovo religijo, vse dobi en tak smisel in je res ena taka zanimiva rasa. Komu so všeč Klingoni? Več kot Ferengijem, to je tudi že. Mogoče, ker smo bili pri temu slajdu, kdo je rekel prvi citat? Gatelis, ja. Kdo je rekel drugega? Kdo? Tretji je seveda Worf. Greed is eternal, mislim, da tudi vemo, ne? Ferengi. Resistance is futile, seveda. In pa ta zadnji, ki ga pa še nismo omenjali in ga tudi ni na slajdih. In je zelo, zelo zanimiv. Garrick, bravo, res je. In seveda še The trial never ends. Q, tako je. Q, mogoče da bi kar prišli na Q-a. Q je tudi en tak zelo zanimiv trickster, oziroma tako kot nekak Loki, ki preizkuša naše junake, se mi zdi predvsem tem, da jim daje to omnipotentnost, oziroma da se ljudje malo v tej omnipotentnosti nekako, kaj bi ratali, ne? Kaj bi postalo iz tega. Imate kakšne misli, mogoče Igor, Irena, lahko ga še enkrat evo ti prej? Meni se Q nikoli ni zdel kot zlikovc. Meni je pač, kot si rekla, nekakšne vrste Loki, nekdo, ki mu je dolg čas in se izživlja nad njimi, ampak hkrati pa jim samo trati čas, pa na nek način hoče, da bi oni nekaj od tega odnesli, pozitivnega mogoče. Se ti le zdi, da je to njegov namen? Se mi ne zdi, da je njegov namen jih uničiti ali zasužniti ali pokoriti. Itak mu je jasno, koliko je on drugačen, koliko je on proč od njih. Tako da se mi je vedno zdelo, da ni prav zares zloben. No? Zato, kaj jaz ne bi imenoval za zlikovca. Zdaj razliko od, ne vem, Kana ali pa Borgov ali pa kdorkoli tak, ki imajo nek svoj načrt, ki vključuje podjarmljenje ali uničenje drugih. To si zdaj, ki si rekel, ne, zanimivo je, da vsi nekako zlikovci v Star Treku, se mi zdi, da tudi dosti drugje, tudi po drugih, ne samo v Star Treku, nekako ima vedno en plemenit cilj, ne, se pravi, spremenje popolnosti pri Borgih, ne, Kardasija, ne, se pravi, Kardasijani so tisti, ki bodo Bežolu prinesli šele tisto, kar je res v redu. Vsi se nekako vedno stremijo k eni popolnosti, k nečemu, da bi bilo vse v redu. In isto tudi nekako Q, ne, oziroma Q se pa tukaj mečkan heca, ne. Tako, kot si rekla, ampak Q je človek, bitje, ki svari zemljane in je, če se spomnite, tudi prvi, ki izzove prvo srečanje z Borgi. Ja. Ne? Pripravi ljudi na Borga. Ja, na hud način sicer, ne za Picarda, ampak okej. Picard je tak močnejši. Ja. Čisto je Q kar očaran, ne, in nad Picardom in nad Janeway. Q, kot se pol izkaže,
celi populaciji se reče Q, vsak Q je Q in tako naprej. Tista epizoda s Q-jem, ki si želi umreti, je sijajen filozofski traktat. In predvsem zato, ker imajo naši Ferengi ta hip strašno realistične, čeprav se normalnim ljudem zdi presmojen, ambicije po nesmrtnosti. Da je čist resna, elitistična, blodna v našem času in zgleda, da je bila že takrat. To je v Voyagerju, ne? Zanimivo je, ne, da si pa tle imamo pa omnipotentno bitje, ki pa si želi umreti, ne? Ki pa ne želi živeti večno. Ja, človek bi lahko rekel, o sebi trdijo, da so vse mogočni, ne? Ja. In stvar ni šala, ker očitno res manipulirajo zakone fizikalne, ampak ostajajo človečni. Ne? Najbrž ni bil namen ljudi, ki so to pisali, narediti ali poskušati narediti nekaj resnično vsemogočnega, kar je zunaj človeških kategorij, ampak so opozarjali na te fantazme. In ne samo, da živimo v grozno narcističnem času, ker biti star in nelep je tako rekoč greh, ne? In če hočeš biti estradnik in znamenitež in influencer in tako naprej, se moraš treba do smrti stradati pa plastificirati, ne? Ampak dejansko v sami eliti tega dolgo nisem mogla verjeti, pa so mi zelo resni ljudje rekli, da ja, da dejansko obstaja ta ambicija in da se nepopisni denarji stekajo v tak research. Čeprav je o tem pisal že Isaac Asimov v svoji seriji o Baileyju, robotska serija. O planetu, naseljenem Zemljani, kjer se doseže zaradi genskega manipuliranja strašno dolga življenjska doba, 300-400 let. In na koncu ljudje tako zdolgočaseni, da kozarec vode vrtijo cele ure, ker so vodo že tokrat pili, da in sploh ne prinese več satisfakcije, da so nezmožni, tako kot pravi Jagger, I can get no. Ne? In da je seveda to ultimativno fašistoidna in grozotna fantazija in da se premalo za to zanimamo, ker se treba proti temu zelo odločno boriti. To je več kot trans in posthumanizem, to je popolna blodna. Okay? Popolna blodna. Zdaj s vsemi temi stvarmi se ukvarjajo na splošno žanrski svet, se mi zdi tudi od fantazije do vse, ne. Star Trek je pač ena izmed takih serij, ki se res, se mi zdi, ukvarja skoraj z vsako idejo, ki jo najdemo drugje, ne. Zato ste tudi imeli na obodu Star Trek kotiček, ker katerokoli serijo ste gledali, ste našli, seveda mi to najdel del, ki se Star Trek z njim ukvarja, ne. To sigurno. Mogoče pojmo tukaj naprej zdaj od Q-ja, ki je imel, ne, sicer Q je eno tako zanimivo bitje, ampak pojmo še k nečemu. Mogoče, če bi se malo še poigrali z lorom, oziroma z čustvi. Spravi, mi imamo Dejto, imamo robota, ki nima čustev, ki je programiran tako, se pravi svojo pozitronsko matrico, da je prijazen, da je dober. V bistvu, Dejto je na nek način primer zen ljubezni, bi lahko človek rekel, brez čustev. Takoj, ko mu damo čustva noter, Star Trek predvideva, da te čustva spremenijo v zlikovca. Se pravi, čustva te ne spremenijo v še boljše bitje, ampak te spremenijo v zlikovca, strah, maščevanje, ker v bistvu vse to je to, kar lore, njegov brat je, ko dobi ta čip. Zakaj je Star Trek v bistvu uvedel lora, zakaj je bila ta potreba po temu, da se Dejto obrne na to smer? Zaradi dramatičnega kontrasta, ampak verjetno je bil v zadnji ta premislek, ki se vleče že z vulkansko temo. Logika? Izvirna serija vztraja, da nimajo čustev. Šele kasneje se izkaže, da jih seveda imajo in še kakšna in da so nevarna in da morajo zato gojiti stoicizem in se šolati v stoicizmu, da ja, ne, bi, ne. Zakaj se tako bojimo čustev? Zato, ker so uničujoča, nedvomno.
To je obča človeška izkušnja. Sprav romidanci, ki pa ne zberejo logike, ampak izberejo čustva, postanejo potem... Gre za zgodbo, da sta to sorodni vrsti, Ja, ne? Da sta zgodovinsko se rešili in tako ne. Ampak Spock potem je to njegova življenjska misija, to dvoje združiti. Ne? In deluje ilegalno znotraj Federacije planetov. Tako da ne vem, če je tukaj osrednja tema čustev. Končno Spock ima tudi človeška čustva, so nedvomno manj intenzivna. Sprav, da je za razliko od pravih vulkancev najbrž manj, bolj zmožen stoicizmu. Tako je treba razumeti idejo, kako se je razvil. Ampak pri Loru in pri Deti gre prvič za varianto Kana, ki je mad scientist foter njun. Na drugi strani pa gre dejansko za umetno inteligenco, ne za robota. Deta je umetna inteligenca, ki ima tako dobre algoritme, da je dejansko zmožna simulirati misli. Je pa nenehno, totalno paf, kaj vse ljudje kihajo, pa jokajo, pa brado nosijo, pa take, ne. Skozi je otroški in to cela zgodba s čustvenim čipom je potem tudi v enem izmed filmov zadnjih v tej zasedbi, kjer seveda se mu zelo ima totalen breakdown softverski, ne. Vendar potem to razrešijo, ker se nauči to kontrolirati. Lor je pa, kot pravi njegov oče sam, je napaka v pozitronski inženirski matrici. V bistvu meni se je zdelo, da pač na začetku dato pač postavijo kot neke vrste Spocka, pač nima čustev, logika, razum, ampak hkrati vidimo tudi, da je on izredno močen, pameten, sposoben. Potem pa je pač treba se vprašati na eni točki, kaj pa, če bi bil zloben. In potem je treba prikazati, kako bi bil zloben in zakaj bi bil zloben in zakaj ta naš Data nikoli ne bo, zato da mu lahko potem naprej zaupamo. Tako da tu se mi zdi, da je bilo čisto zelo pomembno zato, da se vzpostavi ta lik prikazati tudi Lora potem na tak način. Ja, mislim, da je to modrovanje v umetni inteligenci. Način, kako nas danes primitivno svarijo proti temu, je del tržnih strategij. Vsi smo že na chatju, itak, a smo, seveda smo, pa še kje. Mislim, GPT sploh ni slab algoritem, zato ker je odvisen od inputa. Kar je dobro na faksu, ker to znajo vsi, ker dosti in če ne veš, kaj delaš, ti ne bo koristil, to je tako, okej. Ampak v resnici ta AI še dolgo ali pa nikoli ne bo nikjer blizu temu, kar je lik danes. Mislim, da se počasi bližamo koncu. Ful imamo še, vem, mogli bi še Mirror Universe, imamo še Section 31, če se spomnite, imamo še veliko posameznikov. Vidiš, ta tip je bil ta prav, kar kaže. Ta šef sekcije 31. V Deep Space Nine. Ta je bil pa prepoznaven falot. Deep Space Nine. Ima še kdo mogoče kakšna vprašanja? Prosim. Loro, ja? V bistvu tudi nekako opozorila glede tistega AI-ja, da v bistvu, če že imamo AI, da pač ne bomo spustili še čustev zraven, ker tudi če gledaš umore na svetu, največkrat so vzrokljivih čustev. Love, lust, loot and loading. Razen loot, ki je denar, so vsi vzroki čustva.
Ima še kdo kakšno vprašanje? Še komentar, mogoče še za naše goste. Še koga nismo omenili, a pa mogoče čisto samo povejte, da koga nismo omenili, prosim. Mislim, da so pač komentirati Ferengije, ki so po zgodovniški strani zelo fajn razvijali. Ja. V bistvu je vmes Ork enkrat izpostavil, da Ferengi, čeprav so Ferengi kapitalisti, Ja. po njihovi zgodovini nimajo vojne, nimajo Ja. sužnjev, nimajo Razen žensk. In je hotel izpostaviti, da koliko so oni boljši od ljudi, ker pač vsega tega nimajo. Mi pa še vedno tega imamo, pač prav imamo tudi kapitalizem. To je sicer zanimiva predpostavka, če, ja, jaz ne bi bila To je apologija. To je apologija neoliberalizma. Ja, dobro ste to izpostavili, ja, zanimivo. To se tudi meni, zato je apologija neoliberalizma, zaradi tega, ker cela serija prihaja iz Amerike in potem so kapitalisti so cool, Ferengi so cool, malo smešni, ampak jih bomo živeli, zaslužili so itak samo ženske, pa je vseeno, Borgi so pa vse naredili enake in to je komunizem in to ne more nikakor priti skozi. Ampak je zanimivo, Borgi kot komunizem, tako je in Ferengi kot kapitalizem, ja, ena je smešno, ena pa grozljivo. Q je pa meni, jaz sem prej rekla, zakaj je pač annoying. Meni je Q annoying zaradi tega, ker meni nikoli ni bil namen, ampak mi je bil vedno samo sredstvo scenaristov, ko jim je zmanjkalo štofa. In ta drugi citat, evo, sem se zdaj spomnila, je rekel Q. Tako da je, generosity is my Seveda, Q je v resnici karikatura klasičnega britanskega humorja, ne? Ja. In vsi njegovi klipi so britanski humor, ne, čistejši. In včasih tudi seveda scenarist ni dosti dober in potem pride do šunga B. Ja. Ne, Q je, ja, vse to je namen, strašno iritanten, ampak je luškan, ne, tako. Zaradi igralca, John Ne, pa njegova žena, pa tisti otrok, tista mrha, ki ga Janeway pa mora skrotiti. In sjajno ima predvsem skupno igro z Janeway. Tiste je pa super. Moram priznati, da nikoli nisem uspela filozofsko videti, tako da novo polje razmišljanja. Nažalost se nam čas počasi izteka. Čisto za naslednje leto, če ima kdorkoli pozna kakšnega, ker mislim, da sem jaz v Sloveniji preiskala vse malce bolj zgovorne trekije in nažalost nam jih malce primanjkuje. Če kdorkoli pozna, prosim, pošljite, mislim, da imamo Zvezdne steze Slovenija, nekaj tajzga na Facebooku, pridružite se skupini, če bi radi mogoče vi nastopili na tem odru, se vam zdi, da bi imeli kaj zanimivega povedati, da ste, ne vem, iz kakšnega takega poklica, ki bi bil zelo zanimiv za predstav, prosim, Evo, gospa lahko pride. Ja, gospa. Jaz sem rekel zamudil, da ne vem, da ste omenili enega zlikovca, sicer Čakovcej je bil zlikovc v štartu, preden je. Čakovcej je bil Maki, ja. Maki so ena posebna vrsta, ja, zlikovcev. Politični oponent, ne, je bil zaradi Kardashicev. Ampak potem ga Janeway rešil in se smrtno zaljubil, dokler ne pride Severno Line. Pa še čeden je, no? Zelo čeden, ja. Pa tako, kot kan indijanskih korenin, tukaj. Tako da najlepša hvala, zahvaljujem se vam za obisk, upam, da se vidimo naslednje leto in imejte se še lepo na preostanku konvencije.